drastično trigger, da skaj ljudi nazamer drastično, to je ful dobro za populacije. Res. Osebno žaljenje, jaz hočem samo foro povedati. Ne vem, v Angliji, v Ameriki, kaj je ta kultura, ta žanr, stand-up komedije razvit že 30-40 let, je nekaj normalnega, da bo komik zafrkaval tiste v prvi vrsti. Ker mi ni radar v tej klasični poti postati igralcem v Sloveniji, kot se hotel, sem iskal pa en drug način izražanja in potem sem videl prvič Robina Williamsa, pa njegov uro 50 nastop in tako, to je noro dober in jaz bi to počel. In sem začel pisati in tako in smo naredili enega in drugega in tretjega in sem videl, da je en odziv pri publiki, da imam nekaj zapovedati in pa šlo še naprej. Da sem pa začel organizirati in začel pisati in bedelije razmišljati, kaj bi lahko bilo zafrkalo, s česem bi se lahko zafrkalo, kaj mi ga na živce, kaj mi ga smeni in sem začel bedeliti. V stik s publiko sem mislil bolj v tem smislu, da jih znaš tudi kaj vprašati, da na njihovo reakcijo, na to, kar si rekel, da lahko včasih tudi komentiraš. Se pravi, ti nekaj, ne vem, konkretno nekorektnega političnega, naprimer, rečeš in zdaj ena publika se bo krofetala in ti ploskala, s čem razumeš, da bo to odobravanje. Spet ena druga pa in ti lahko bolj to avtomatično komentiraš, s čem narediš stvar še bolj živo in še bolj prisotno in še bolj aktualno. Ma publika res potem občutek in tudi res, da si to naredi res sam za njih. Ok, ste v redu? Zaenkrat še. Morate razumeti, da ne gre za osebno žaljenje, jaz hočem samo foro povedati. Češ me ta frizura? Zdaj nekaj me zanima, a ste tega svišca mrtvega najdu? Ali ste ga z avtom povozil pa pol dolgo na glavu? A razumete? Da ne gre za osebno žaljenje, to je zelo lepo urejena pričeska, bila pred 2 letoma. Delam to zato, da zabavam ljudi, zato da se ljudje lahko smejijo, da odidejo domov malo sproščeni, pa mogoče tudi zadovoljni, zaradi tega, ker so kakšno radovednost potešili, ker se mogoče pokaže še kakšen drug vidik na temo in tako naprej. A sta pa skupaj? Ona kima bi ti tako nekaj, še nista čez zigar, a je to prvi zmen. Zakaj so karate prvi vrste cenej? A res? Ne, se pa dobite honorar za sodelovanje v predstavi. Ne, ampak šta, res ta par, šta skupaj? Zakaj? Ne, vprašam zato, ker ona zelo dobro zgleda. Ti razvijaš, da te življenje teplo samo po obrazu. A razumete? Da ne gre za osebno žaljenje, jaz hočem samo foro povedati. Toliko delam, pa toliko nastopam, da bože kar malo pozavam na te kakšne fajn stvari. Vem, da sem označeno en del imam, kjer imam odprt za improvizacijo. Mislim, da sem se že prej, sem čisto povedala, stand-up je načeloma avtorsko besedilo, na moje, naše, vsi komiki, ki delajo to načeloma njihovo avtorsko besedilo. In to je vse naštudiral vse, ampak vedno se ti pa lahko zgodi, kjer lahko improviziraš. Ali si pa pustiš en del prav naštiman tako za improvizacijo. Pravi smo tega, da govorimo o živalskih razdelkih, ki imajo ženske za moške, za svoje države fajta. In naštevam te klasične, te minuci, ki, piško in tako. In potem se ga vprašam tudi, če imamo kakšen fajn živalski razdelk. In zdaj imajo pač eni taki klasični, tako že dobiš, ne sprav, ali prasec, ali konj, ali opica, ali pes, in to. In pač lahko to vse komentiraš, in zdaj sem dobil pa moroža. Sem mislil, da bi vse posmehali, morož kliče svojega fanta, tako je res, zakaj pa morož, mislim, kotiča, kaj zna odpirati konzervne zobni, ali kaj, in pa mi rekla, ja, prej je bil pa Leo. Seveda je veliko boljše, če komik pokaže, da se zna prvo iz sebe norca delati, potem šele iz drugih. Jaz sem tle malo vrstni red za
Ja, v vsakem primeru, komik mora pokazati, da mora najti v bistvu eno napako, mano, hibo v sebi, iz katere se lahko zafrkava. In jo je treba iskati, dokaj ne najdeš. Jaz se nisem niti toliko dolgo časa iskal. Prosim, pogledajte ta profil za nakovanc. Je, ne? To je ono, Julij Cezar skril se, znači Vi mislite, da je zdaj grozen, jaz sem se rodil s to veliki nosom. Predstavljate si tole na dojenčku. To ni bil porod, to je bil izkop. Pa da lahko publika zmede. Če me lahko zmede? Če te lahko zmede, ja. Tudi če te zmede, veš, lahko to pač poveš to na odru. Zaradi, ker kdaj komik najbolj funkcionira na odru je takrat, ko je popolnoma sproščen in popolnoma v stiku sami sabo in s publiko. Se pravi, da zna takoj reagirati na njihov komentar, na njihov nesmeh, karkoli. In tudi če te zmede, lahko sam južno. Reči, kva ste me zmedili, bravo, nekaj iz tega izpiraš ven. Jaz sem popolno oboževalc Jana Trstenjaka, a imamo še kakšnega moškega oboževalca Jana Trstenjaka med vami? Kar vzdignete roko, se sem sami domači. Ni nobenega, veste, jaz priznam, jaz sem popolno oboževalc, imam oba njegova CD-ja. Nekateri ste malo predolj časa rabili za tole foro, resno. Še zdaj razmišljate, kako oba CD-ja, če jih je več kot dva. Imam njegov poster v naravni velikosti, tako na kopalničnih vratih, nasprot WC-ja. Včasih pomaga. Kaj? Sem nisem rekel, zakaj? Jaz se nekaj pri njemu ne razumem, on že 20 let svoje pevske kariere dela večinoma samo 2 giba na vseh koncertih, pesmih pa videospotih. Vse to se bo malo pazil, delate ta čudeče roke. Više znamo, da ljubite. Meni je ta gib še dosti logičen, ker on to, kar poje, že tako čuti, da lahko že skoraj zagra. Ta drugi gib je pa ta. Temu gibu se drugače reče, skoraj mi je mikrofon padel iz rok, ampak sem ga ujel, ker sem ninja. On dela to že 20 let in jaz mislim, da če to delaš 20 let svoje pevske kariere, da to vpliva na tvoje privatno življenje. Res. Jaz mislim, da on, ko pride v trgovino, se pošla pred špecerijo, pogleda prodajalko globoko v oči in je reče: Brž postreli si mi brega, da veš pršuta, jaz sem veda, don sufletu imam žurko. Mogoče pride tudi Damjan Murko.